Eden od poslancev ima rešitev. V parlament je namreč en mladenič prinesel alkohol. In ne kar tako, ampak zato, da bi Slovenijo rešil več desetletij dolgega spora. Jaz sem se odločil, glede na to, da imam tudi tega dovolj, en predlog, da končno mogoče zaključimo v Državnem zboru s pogrevanjem zgodovine in delitvijo rdeči-beli, kako je bilo 41 do 45. Zato sem prinesel 2 pivi, 2 six-packa piva in vse zainteresirane pač vabim, da si ga vzemejo, se zaprejo v kakšno sejno sobo in se tam dokončno zmenijo, kdo je zmagal drugo svetovno vojno. Čakaj malo, ko to misliš, kdo je zmagal drugo svetovno vojno? Vsi vemo, kdo je zmagal drugo svetovno vojno. Pa ko tebi smrkucu sploh jajca, da sprašuješ take neumnosti? A ni vsakem kristalno jasno, da je drugo svetovno vojno zmagal Bata Živojinović? A ni 350 filmov partizanov o partizanih dosti dobro dokazi tebe? Kap še rad? Provocira malo tleta pezde. Ok, dosti pove tudi to, da si prinesel sam 2 six-packa, se pravi 12 piksen. Lih toliko vas je prišlo na šiht tisti dan. Če smo iskreni, Andrejček moj, zadnje, kar vi poslanci rabite, je pa alkohol. Oziroma še več alkohola. Glede na cirkus, ki ga dnevno izvajate, se mi zdi, da med vam ni enega treznega. Vi prej rabite en konjski ketamin, da se pobotete med seboj. Ali pa LSD, da greste družno na en lep trip. Kot v starih cajtih. Ljubezen, droge, rock'n'roll. Čeprav Janša LSD-ja ne bo hotel vzeti, ker preveč sliči na LDS. Glavnem, dragi moji, kaj kaže, je narodna sprava končno tukaj. Nič več deljenja med rdeče in bele, nič več deljenja med Union in Laško. No, čeprav za to spravo je poskrbel že Heineken, to bo tudi vedel. Ampak brez skrbi, še so stvari, ki nas lahko delijo. In še so stvari, zaradi katerih se lahko kregamo naslednje generacije. Ker kreganje je tako slovensko kot kranjska klobasa, fovšija pa vijolične fasade. A ni res? Zdaj, za kranjsko klobaso rajš preverite, če niso že Hrvati vzeli za svoje, to nam trdil. Zima bela je namreč v našo deželo prinesla čisto svežo aferico, za katero čisto vsi pravijo, da je razdelila slovenski narod. Nov spor med Tino Maze in Smučarsko zvezo Slovenije je ponovno razdelil Slovence. Na tiste, ki Tino goreče podpirajo, in na tiste, ki so prepričani, da je preprosto pogoltna. Ja, mi se zajebavamo, pa jaz vidim naše vnuke, ki se bojo čez 70 let prepirali. Teh bod baba, tvoj dedek je bil za Tino Maze. Izdajalc! Več kot en teden je trajala kolobocija okrog nastopa na Zlati lisici, ne? Kao poslovilen spust po klancu. Ampak najpomembnejše je bilo, a bo imela na dresu našitke svojih sponzorjev ali sponzorjev Smučarske zveze in ali ji bo kdo za te našitke plačal. Pa grožnje, pa solze, pa tožbe, pa opravičila. No, zdaj so se zmenili, da bo smučala, ampak brez sponzorjev na dresu. Ampak mi smo se en teden kregali, ker naj bi Tina od sponzorjev hotla 90 jurjev. Ja. Pa mi mislimo, da je Tina en SP-jevc, ki dela za reference. Dejstvo je, da bo njen nastop na Zlato lisico pritegnil veliko folka, kar pomeni več profita. In na Smučarski zvezi so hoteli, da ona to naredi z dobre volje. Dobro, kako se pa v tujini smučarji poslovijo od kariere? Američanka Sarah Schlepper je svojo zadnjo slalomsko progo presmučala v kratkih hlačah, del proge pa z otrokom v naročju. Švicar Didier Kuš se je poslovil z lesenimi smučmi, oblečen v volnena oblačila. Italijanka Denise Carbon pa se je po smučini spustila s košaro v roki in v starinski opravi. Luštno. Več let si na svetovni špici, pa se pa od folka posloviš kot en bedak v kratkih gatah, pa Ehrharca, pa v narodni noši. A v bistvu je tu nekaj jasno. Smučarska zveza se ne zna pogajati. Ok, Tina, 90 jurjev, ampak ti moraš na koncu skočiti smučk na oder, pa narediti še 1,5 ure koncerta. Pač komad, ki ga znaš, boš pela na repeat, jasno? A bi lahko rekli, da dobiš 40 jurjev, pa da smučaš sam do polovice proge, pa helikopter dvigne barve Milke, pa odpelje domov. Lahko pa za 10 jurjev smuča z green screenom, ne? Pa jo z računalnikom dodajo na progo. Pa se pa prek Skypa jav z dnevne sobe, pa reče, živijo. Glejte, v tej galami je eno dejstvo. Dokler je Tina Maze zmagovala in domov nosila rekorde in medalje, je bila boginja in nacionalni heroj. Ko pa hoče cash za tisto, v čemer je najboljša, jo pa vsi sovražimo. Športniki ne smučajo zato, da bomo mi ponosni na nje. Oni to delajo zase. Razen Pahorja, on to dela zato, da bo dobil politične pike.
On je edini. Hej, živijo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!